Pozdravljena na kanalu Metamorfoza z energijo ustvarjanja. Moje ime je Sabina. Se počutiš utrujeno? Velikokrat rečeš ja, čeprav tvoje telo kriči ne. To je pomanjkanje ljubezni do same sebe. Ne želim ti dajati kritike, te šolati oziroma te prepričevati, da moraš storiti drugače. Ampak poglejma, kolikokrat si želela nekaj narediti za sebe ali želel, pa se ti je situacija obrnila drugače. Prišel je prijatelj, prijateljica, daj, pomagaj mi, uredi mi to. Čeprav si imel takrat tisti dan namen, da boš recimo, ne vem, naredil doma visoko gredo, uredil hišo, pa rečeš, no dobro, čeprav ti ni bilo za iti, pa grem s teboj. To vse, kar ne narediš, kar čutiš, se nam potem nekje v telesu nalaga kot blokada. In tudi naša energija nam odteka. Dejansko razpršujemo svojo energijo. Ne dajemo fokusa v eno samo stvar. Kolikokrat bi rajši, ne vem, samo sedel doma ali pa tu na tej čudoviti klopci zraven sivke in samo bil z nogami na mehki travi, z vetrom v laseh, ampak dobesedno se povoziš. In potem pride trenutek, ko vsi tvoji prijatelji, prijateljice, ki so te tako nujno potrebovali, se naenkrat več ne javljajo. Verjetno razmišljaš, kaj sem storil narobe, česa jim nisem ugodil. In prav v tem je vsa zadeva, poanta. Vedno si jim bil na razpolago. Šel si preko sebe, preko svojih zmožnosti, samo da si jim naredil uslugo. Ampak potem počasi začenjaš imeti rad sam sebe. Ugotoviš, da če si sam ne pomagaš oziroma ne poslušaš sebe, ti bo nekega dne telo reklo ne. In ne boš zmogel, bolel te bo križ, imel boš hernijo, karkoli takega, kar ti bo fizično onemogočeno, da boš lahko nekaj naredil. In takrat boš imel čas razmisliti, kaj storiti. To ni sebično, da gledaš nase, da poslušaš svoje telo. Kajti zavedaj se, če boš ti v dobrem psihofizičnem stanju, potem bo tudi vsa okolica okoli tebe, ne bom rekla imela korist od tebe, ampak v družini bojo boljši odnosi. Zdaj slišali ste, da imamo okoli sebe avro. Oddajamo energijo. Oziroma, ko pride nekdo v prostor, ko ga prvič vidimo, nam je simpatičen, v narekovajih, ali pa tudi ne. In zdaj dejansko mi že začutimo, za svojo avro, za svojo energijo preberemo njegovo avro. Začutimo simpatičnost v narekovajih ali nesimpatičnost. Kar pomeni, da vsi tisti prijatelji, ki se kar naenkrat več ne javljajo, ki kar naenkrat čutijo, da si ti drugačen, da se bolj spoštuješ, imaš rad, ceniš, se sami odmaknejo. Zato, kam daje svoj fokus, tisto raste. In če delaš na svoji energiji, ne bom rekla, da se učiš, napreduješ, odpiraš energijske centre, ker energijski centri se ne odpirajo.
energijski centri so, skozi se vrtijo. To se pravi, dejansko se poglabljaš vedno bolj v sebe. Ljudje to čutijo. Čutijo, da si drugačen in odidejo. Čeprav v tistem trenutku misliš, joj, kaj je z mano narobe? Nič ni s tabo narobe. Ne vibriraš več, ne oddajaš več iste energije, kot si jo nekoč. In takrat pridejo drugi ljudje, nova prijatelja, nova prijateljstva, novi prijetni dogodki, nova spoznanja. In tako je prav. Sicer včasih so rekli, da po 50 lahko vse poveš, vse, kaj ti leži na duši, tisto malo bolj kritično in tisto malo manj kritično. Jaz pravim, ja, vse povem, vedno pa želim povedati tako, da s tem nekoga ne zaničujem, ne blatim, ne obrekujem, vedno povem osebi v obraz. Ker zavedajmo se nekaj, vse, kar mi govorimo ali obrekujemo, govorimo o tretji osebi, ki je ni zraven, ko se z nekom pogovarjamo. Naš to zaznava tako, kot da govorimo sami o sebi. On ne loči razlike, ali je to govorimo o nas, ali govorimo o sosedovi Mariji. Zdaj, če mislite, da to ni tako, je morda dobro, da posežete po kakšni knjigi, recimo Joe Dispenza. Malo prelistate, preberete in boste videli, ker nevroznanstveniki zdaj že dokazujejo, da naši možgani ne ločijo med tem, kaj mi v resnici doživimo, in tem, kaj samo razmišljamo. Kaj 1000-krat premlevamo v glavi določen dogodek in naši možgani ga 1000-krat ponovno doživijo. Veste, kaj vse to pomeni za naše telo, za energijo, za blokade v telesu? Zato je potrebno živeti zdaj, takoj. Biti zavesten, zavestno uporabljati besede, v vsakem konfliktu, čemerkoli dogodku, rajši 2-krat globoko vdihnimo. In v tistem času, med vdihom in izdihom, se bo naš živčni sistem toliko umiril, da morda sploh ne bo potrebno nič reči, nič odreagirati. Ker ljudje okoli nas so samo odgovor na naše notranje stanje, na našo notranjo energijo. In če nas nekaj spravi iz tira, se vprašajmo, zakaj? Kaj je v meni takšnega, kar me je zmotilo ob tem dejanju tega človeka? V življenju je marsikdaj, marsikaj nelogično. Ampak potem, ko mine nekaj časa, ugotovimo, da je imelo vse svoj zakaj in zato. Zato je najbolje, da, bom kar direktno rekla, se brigamo samo zase. Tudi partnerja ne moremo spreminjati. Na začetku ponavadi imamo ženske to, da upamo, ja, pa saj je dober, ampak to me še moti, pa saj to se bo spremenil, to bom že, ne bo se spremenil. Spremeniti se moreš sam v sebi.
potem se začnejo spreminjati tudi ljudje okoli vas. To je bilo nekaj mojih malih utrinkov misli. Želim vam vse dobro, lepo bodite do prihodnjič in imejte se radi. Srečno.